Iz kje prihajajo strahovi? Ste se kdaj vprašala? Zaradi tega, ker se mi zdi, da živimo v prestrašenem svetu. Ko pogledam ljudi na tem planetu, se mi zdi, da je toliko nekih strahov v njihovih življenjih. Toliko ljudi se toliko nekih stvari boji. Pa eni se bojijo prihodnosti, pa eni se bojijo preteklosti, pa eni se bojijo uspeha, pa eni se bojijo neuspeha, pa eni se bojijo kač, pa eni se bojijo psov, pa eni se bojijo mačk, pa eni se bojijo, da bojo sami, pa eni se bojijo, da bojo revni. In kup nekih strahov. Od kje to prihaja? Jaz sem dostikrat potem šel gledati, veš, kje se nek tak referenčni vzorec strahu razvije, kako to nastane. Vedno me je ta psihologija ful zanimala. Tako da sem ugotovil, a veš, kje se naučimo strahov? Oziroma, kje mi dobimo strahove? Od drugih ljudi. Ja, od drugih ljudi. Strahovi so dediščina drugih ljudi na nas. To zapravi, neki starši imajo nekega otroka, a ti pa mami vzgajata tega otroka valjda s svojimi lastnimi prepričanji in med temi prepričanji prenesete na svojega otroka tudi svoje strahove. Tako da, če se na primer očka boji neuspeha, obstaja zelo velika šansa, da se bojo njegovi otroci bali neuspeha. Ali pa na primer, če se mami boji kač, obstaja zelo velika šansa, da bo vzgojila svoje otroke v odklonilnem odnosu do kač. Tako da ja, strahov se naučimo, kakršnihkoli strahov že imamo, nikoli niso plod naše domišljije, ali pa zelo redko so plod naše domišljije. Ponovadi so to strahovi, miselni vzorci, ki jih mi dobimo od drugih ljudi, in ko ti dlje časa poslušaš nek vzorec nekega človeka in ga opazuješ, kako deluje v tem vzorcu, potem ti ta vzorec prevzameš nase. To je neka taka, na primer, stvar, ki je zelo fajn, da veš glede strahov. Dojenček, ko se rodi, veš, ima zelo malo strahov, dva naravna strahova sama. To je strah pred višino, pa strah pred glasnimi zvoki. Vse ostalo, kar človek ima v svoji psihi in v svoje auri, potem dobi naknadno tokom razvoja, tokom odraščanja v svoje življenje. Tako da to sem ti želel danes povedati predvsem zato, da boš razumela, da imaš možnost, da živiš življenje, ki ni prestrašeno. Da imaš na vse zadnje možnost, da rečeš strahovom ne, ker na vse zadnje tudi živimo v zelo prestrašeni družbi. Če boš pogledala dogajanje na tem planetu, kolektivno dogajanje na tem planetu, se sam nek strah širi. Pa strah pred tujci, pa strah pred muslimani, pa strah pred Kitajci, pa strah pred Američani, pa strah pred vojno, pa strah pred lakoto, pa strah pred inflacijo, pa strah pred neznanim. Skozi so neki strahovi v medijih, skozi so neki strahovi v javnih informacijah, ki prihajajo v življenje posameznika. Tako da moraš biti na tem planetu v bistvu že kar as, da živiš življenje, ki ni prestrašeno. Ampak ga lahko. Lahko živiš življenje, v katerem te ni strah odločitev, lahko živiš življenje, v katerem te ni strah drugih ljudi. Enostavno tako, da razumeš, kaj so strahovi, da razumeš svoje strahove, da jim znaš reči ne, da znaš živeti, delovati tako, da te strahovi ne hromijo, ampak če jih na primer že imaš, da te motivirajo. In vse to in še več te lahko naučim na spletni delavnici, ki bo 17. septembra. Strahovi, čas je, da gredo stran. Rad bi te naučil, kako delati s strahovi, tako da ne bodo več oni upravljali tvojega življenja, ampak boš ti njih. In to je fantastična spletna delavnica, na kateri se družba na spletu. Tokom delavnice bo odprt chat, lahko mi postavljaš vprašanje, na vse ti bom odgovoril. Potem prejmeš pa posnetek delavnice še nekaj časa, da ga lahko gledaš in ponoviš delavnico, sprejmeš skript od mene in še. Tako da poglej si na povezavi, ki je pripeta več informacij o delavnici Strahovi, čas je, da odidejo stran, ki bo 17. septembra. Evo, zagotovi si svoje mesto in se te veselim. Imej se lepo.